Dnevi duhovnosti so namenjeni, da osvežimo temeljne postulate praktičnega verovanja. In ena od težav, ki jo opažam pri ljudeh, da bi v prakso pripeljali življenje, je velikokrat nesposobnost razlikovati med dobrim in slabim, med resnico in lažjo. Ti, ki globlje poznaš Ignacijevo duhovnost, si tisti, ki lahko predstavi rešitve za to vprašanje. Najprej hvala za povabilo, da lahko sodelujem pri tem tednu duhovnosti in da lahko s temo o razločevanju duhov poskušam nagovoriti poslušalce. Mislim, da je to zelo pomembna tema za vsakega kristjana, da se učimo razločevanja duhov, ker to se da tudi naučiti z nekimi izkušnjami in z neko primerno, z nekim ozaveščanjem, z neko refleksijo tudi, ko gledamo nazaj na izkušnje, se lahko veliko naučimo. In v tem smislu je sveti Ignacij Lojolski tudi, bi rekel, tako genialno zapisal pravila o razločevanju duhov, za razločevanje duhov v svoji knjižici Duhovne vaje. S tem nam je zapustil eno izjemno bogastvo, se pravi neke osnovne smernice ali spoznanja, ki nam še kako prav pridejo v duhovnem življenju, bodisi za osebno duhovno rast in duhovno življenje, odnos z Bogom, osebno razločevanje in pa pri duhovnem spremljanju, ko želimo dobro spremljati posameznike, bodisi v duhovnih vajah ali sicer, potem so nam ta pravila še kako dobrodošla. Lepo pozdravljeni tu v Butoraju, vi ste bolj domači kot jaz tu. Hvala Marjanu za prijazno vabilo. Z veseljem sem spet med vami in tudi tokrat govorim o razločevanju duhov, o svetem Ignaciju. Mogoče bo nekaj tega, kar bom povedal, vam bo že znano ali pa veliko tega. Pa nič hudega, ker velikokrat je dobro, da kakšne stvari še slišimo in slišimo tudi drugače z nekimi drugimi izkušnjami, ki jih imamo. In odkrivamo še nove dimenzije, nove razsežnosti teh resnic. Tako da to je še vedno lahko zelo aktualno, kar bom povedal, upam. Tako in vas povabim, da spet malo molimo, smo že molili, slavili Gospoda, tudi Svetega Duha smo klicali, prosimo Svetega Duha še ponovno, da res nas razsvetljuje in da nam pomaga, da res razločujemo duhove, da nam da ta dar razločevanja duhov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Sveti Duh, ki prebivaš v nas, zahvaljujemo se ti za vse, kar nam daješ, vse naše sposobnosti, ki jih imamo, zdrav razum, zdravo pamet, za vse tvoje milosti v našem življenju, za vsakokrat, ko si nas ti navdihoval, nas razsvetljeval. Prosimo te zdaj posebej še za dar razločevanja duhov. Tam, kjer ga zares potrebujemo, tam, kjer je zares potrebno, da znamo razločevati prave misli, pravo misel, resnico od laži, od prevare. Tam, kjer je potrebno, da tudi začutimo
v danem položaju, ob določenih ljudeh, v določenem dogajanju, da začutimo tudi notranje, tako kot je tudi sveti Ignacij Lojolski prosil večkrat za notranji čut, ki ga ti daješ, Sveti Duh, za pravo notranje čutenje, da začutimo, kateri duh je nekje prisoten, kateri duh deluje, da znamo prepoznati res tvoje delovanje in mu slediti. Sveti Duh, pomagaj nam, da danes ob izkušnji svetega Ignacija Lojolskega tudi mi napredujemo v daru razločevanja duhov. Marija, brezmadežna, ti, ki si bila vedno razpoložljiva, popolnoma predana navdihom Svetega Duha in si njegova nevesta, kliči Svetega Duha na nas, izprosi nam dar razločevanja duhov. Potrebno spoznanje, modrost, ki jo potrebujemo. Sveti Ignacij Lojolski prosi za nas. Sveta Klara, vsi svetniki in svetnice Božje. Tako zdaj, kako vem, kaj navdihuje Sveti Duh in kaj ne. Razločevanje in izbira, to je lahko en tak naš delovni naslov. Od vsakdanjih do pomembnih življenjskih izbir. Vedno razločevanje duhov je vedno povezano, to razumemo, z nekimi izbirami, ki jih imamo. Vedno, ko delamo neke izbire, take ali drugačne, bolj preproste, bolj zahtevne ali pomembne odločitve v življenju, vedno je tu razločevanje pomembno, neko razločevanje. To je najprej mogoče kot uvod beseda iz pisma Galačanom, 5. poglavje, 16. do 26. vrstica, dela mesa in sad duha. Tako sveti Pavel nekako poučuje o tem, kaj so dela mesa, kaj so dela duha. Torej, gre za neko razločevanje že tukaj. Pravim torej, živite v duhu in nikakor ne boste stregli po želenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete. Toda, če se daste voditi duhu, niste pod postavo. Sicer pa so dela mesa očitna. To so nečistovanje, nečistost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštva, prepirljivost, ljubosumnost, jeze, častihlepnosti, razprtije, strankarstva, nevošljivosti, pijančevanja, žretja in kar je še takega. Skoraj da seznam nima konca. Glede tega vas vnaprej opozarjam, kakor sem vas že opozoril. Tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljestva. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji ured. Če živimo po duhu, tudi delajmo po duhu. Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo. Sad duha, imamo naštetih 9 sadov duha. Čudovito, poglejte, Pavel zelo lepo poučuje. Torej, sad duha, lahko jih še enkrat zdaj preberemo. Ljubezen, najprej ljubezen. Ljubezen je največja, pravi apostol Pavel. Ne? Vera, upanje, ljubezen ostane na koncu, največja je pa ljubezen.
veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Čudovito. To so sadovi duha. Kateri so sadovi mesa? Vse nasprotno. Vse nasprotno. Edino tukaj, kar pogrešam pri sadovih mesa, nima žalosti, ne? Žalosti ne omenja. Žalosti ne omenja. Depresivnosti. Jo, ne? Ampak je tudi to spada za. Vse, kar je nasprotno sadovom duha, so pač sadovi mesa. Vsaka oblika neljubezni in tako dalje. Evo, v glavnem vidimo, kako je zanimivo, ne, sadovi mesa, ne, seznam nima konca. Koliko jih našteje, ne, nisem vsega preštel, koliko jih je, več kot 9, ne. Sadovi duha pa 9, 9 je spet eno tako simbolno število polnosti. Ja, dobro, hvala, gremo naprej. Razločevanje duhov. Kaj se dogaja v nas? To sem povzel malo po tej knjižici Razločevanje, kaj se dogaja v nas, z istim naslovom, ki smo jo izdali, jezuiti, kakšno leto nazaj. To je ena afriška redovnica sestavila, sestra Monique Laurent, zelo lepo. In tukaj povzema Ignacijevo tudi zgodbo, njegovo izkušnjo razločevanja duhov in potem skuša tako življenjsko to približati vsakemu, posebej mlademu človeku, posebej za mlade. Tako zelo tako preprosto uvajanje v razločevanje duhov. Zelo priporočam to knjižico, Razločevanje. No, gremo naprej. Najprej je vedno neka zgodba, vedno je neka konkretna zgodba. In vse, kar je resnično v našem življenju, kar ima resnično pomembno sporočilo za nas, je povezano z neko konkretno življenjsko zgodbo navadno. Izkušnje, to so izkušnje. Vidite, tukaj zdaj na tej strani bi naj bil Ignacij. Ignacij je na sliki, ena taka lepa ikona je, ampak zdaj se bolj slabo vidi. V glavnem, evo vidite, sveti Ignacij, torej Ignacij je bil Inigo se imenoval, Inigo de Loyola, na gradu Loyola v baskovski deželi, konec 15. stoletja, torej 1491, tam, ko so odkrivali Ameriko, tudi simbolno, mislim, zanimivo, ne? On je pa tudi odkrival drugačno Ameriko v duhovnem smislu. Evo, do 1565 je živel. Plemič, odraščal na gradu Loyola, paž, vojak, častnik, išče svetne užitke in časti, je nečimrnen, ljubi orožje, v boju proti Francozom brani mesto Pamplona in se noče vdati, da ne bi izgubil vojaške časti. Šele topovska krogla, ki mu zlomi nogo, ga stre. Vsi so že obupali, ti Španci, se pravi Baski, vsi so se hoteli že predati Francozom, on je pa kričal, ne, do konca, do zadnjega se bomo borili, če treba bomo dali življenje za kralja in tako naprej. In vsem je šel na živce, ampak vsi so ga ubogali, znal je jih je navdušiti, imel eno tako prepričljivost in tak močen značaj, jih je znal prepričati. Ampak vsem je odleglo, ko ga je krogla podrla in mu je prebilo eno nogo, pa drugo tudi ranilo, tako da obe nogi je imel ranjeni. Potem so ga pač odpeljali in je ležal doma na gradu Loyola. Bil je operiran, tako rekoč, seveda v tistih razmerah, brez anestezije in vsega, so mu ravnali kosti. Operacija ni uspela, zato ker on je bil pa zelo nečimrn, zelo je hotel, da bi imel res čim bolj ravne noge, da bo lepo izgledal, da bo lahko osvajal dvorske dame, da bo blestel na paradah vojaških in tako. In zato ni bil zadovoljen, ker je kost štrlela in je rekel, to je treba naravnati, to je treba še enkrat požagati in vse. In njegov brat ga je prepričeval, je rekel nikar, to bo zdaj še veliko bolj bolelo kot prvič, ko so ti ravnali. Kosti je rekel, ne, hočem to in je vztrajal in so morali mu še enkrat žagati na živo.
In pravi, da je samo stiskal pesti in usta, torej zobe in ni pisno. Veste, kaj to pomeni? Tako opisuje v svoji avtobiografiji. Torej, bil je grozen značaj. Grozljiv, če hočete, trmast, ki pravijo, da recimo dol naši Istrijani, da so trmasti, da ne bojo molali, ne molajo. To pomeni, da ne spustijo, ko zagrizejo, so zagriženi. Zagrižen do konca, neverjeten. In takega je očitno že Bog hotel imeti za svoje posebne načrte. Vse za lepoto najprej, nečimrnost. Prisiljen, da ostane v posteli, se dolgo časi, hoče brati viteške romane, ki pišejo o ljubezni in bojih. Ker pa teh romanov slučajno na tem gradu Loyola niso imeli, mora brati, kar mu ponudijo. In sicer imajo pa Kristusovo življenje, to je ena knjiga, in knjigo o življenju svetnikov. In to zdaj on bere. Evo, in ker nima nič boljšega, mora brati pač Kristusovo življenje, to je tako kot en opis Jezusovega življenja, po evangelijih je nekdo to napisal, to je bila takrat zelo priljubljena knjiga, ki so jo zelo radi brali kristjani. Kristusovo življenje in pa življenje svetnikov, kjer opisuje, kako so svetniki spet živeli in delali lepe stvari za Boga. On torej bere in ga začne zanimati tudi to, recimo tudi življenje svetnikov, kako so oni živeli, kaj so delali. Vendar od časa do časa preneha z branjem in začne premišljevati o svetnih stvareh, ki so mu najbolj pri srcu. Kako bi z junaškimi deli prepričal in osvojil sanjsko žensko. To lahko počne tudi več ur. Se veste, takrat ni bilo drugih motilcev, kradljivcev časa, ni bilo mobilnega telefona, ni bilo interneta, televizije. In takrat je on mirno lahko se prepuščal svojemu sanjarjenju in je sanjal o vseh svojih posvetnih podvigih. Ure in ure. Tako je bil nečimrn, da sploh ne opazi, da je njegov načrt neuresničljiv. Saj ta dama, o kateri on sanjal, izhaja iz mnogo višjega sloja kot on. Včasih pa po prebiranju življenja svetnikov dolgo premišljuje, kaj bi bilo, če bi delal tudi jaz, kar je delal sveti Frančišek Asiški, ali to, kar je delal sveti Dominik. In tako se v njem izmenjuje dvoje misli, kako bi osvojil ono žensko in kako bi posnemal svetnike. V obeh primerih gre za junaška dejanja, bodisi za damo, bodisi za Boga. Še vedno je vse le v domišljiji, ker on leži v postelji, on leži, torej morajo res ležati dolgo časa, se ni mogel pravzaprav hoditi, se premikati, je moral ležati. In v takem stanju je edino, kar mu je ostalo, je bila njegova domišljija. In je ves čas premišljeval, sanjaril. Potem pa tole opisuje, to so pa zdaj prav njegove besede, vidite spodaj piše Romarjeva pripoved, to je njegova avtobiografija. To on takole opisuje. Ko je on sanjaril, na eni strani je razmišljal, kako bi osvojil eno dvorsko damo, kako bi postal še bolj slaven vojskovodja in ne vem kaj. Po drugi strani, kako bi pa živel, delal pokoro kot svetniki za Boga in služil Bogu. Dolgo časa ni opazil te razlike. Ena razlika je pa bila, pravi. Bila je pa ta razlika. Kadar je premišljeval o posvetnih stvareh, je pri tem zelo užival. Ako je potem zaradi utrujenosti odnehal, se je počutil suhega in nezadovoljnega. Kadar pa je premišljeval o tem, kako bi šel bos v Jeruzalem, jedel samo zelišča in počel vse druge strogosti, o katerih je bral, da so jih delali svetniki,
ga to ni tolažilo samo, dokler se je mudil v takih mislih, ampak je bil tudi potem, ko je odnehal zadovoljen in vesel. Ta razlika se mu je začela zdeti čudna. Začel je v njej razglabljati in ker je izkustveno doživel, da so ga ene misli puščale žalostnega, druge pa veselega, je polagoma prišel do tega, da je spoznal razliko duhov, ki sta nanj delovala, namreč hudičevega in Božjega. Odprle so se mu oči, in sicer po tej razliki, da po tistih posvetnih fantazijah, željah, ki je v njih lahko vztrajal ure in ure sicer, užival najprej, je na koncu bil prazen. Na koncu se je počutil praznega. Tako kot tudi danes mnogi mi lahko podobno izkusimo. Pa mladi danes tudi vam povejo, ja, sej uživaš, ampak sej si lahko privoščiš, ampak potem si prazen. Potem si prazen. In se izprazniš in se nekje, vse tisto, če bi rekli, šampanjsko veselje, vse tiste, mehurčki, vse to izpuhti. In potem si prazen, nezadovoljen, nepotešen. Vidite, to je on izkušal, doživljal. Nasprotno, ko je pa premišljeval o tem, kako bi živel za Boga, delal pokoro, tako kot svetniki, podobna junaška dejanja, tako kot so jih delali svetniki, Frančišek, Dominik in drugi, je pa potem še ostajal zadovoljen. Nekaj drugega je to bilo, nekaj drugega. Doživel je pravzaprav neko tolažbo ob tem, neko božjo tolažbo in mir. Naenkrat je to torej prepoznal. In kasneje bo sveti Ignacij Lojolski, kasneje bo na osnovi teh izkušenj napisal knjižico Duhovne vaje, kjer ima tudi ta njegova slavna, lahko rečemo res, to so slavna pravila za razločevanje duhov v duhovnih vajah. In so izjemno dragocena. Ta knjižica duhovnih vaj ni napisana, da bi jo vsak tako vzel v roke pa jo prebiral, ampak je to pravzaprav priročnik ali vodnik najprej za tistega, ki daje duhovne vaje drugim. Nekdo, ki vodi duhovne vaje, ima pri sebi to knjižico in tam so tudi ta pravila za razločevanje duhov. Tukaj so različne vaje opisane, ki jih voditelj predlaga tistim, ki delajo duhovne vaje. Torej, in tako Ignacij zapiše pravila za razločevanje duhov. Razločevanje duhov in podobne stvari, ki jih on tukaj opisuje, so seveda vedeli že kristjani že prej. In je to v zgodovini, tradiciji cerkve bilo že znano. Seveda. In govorijo o razločevanju duhov, razni menihi, svetniki. Vendar, tako bi rekli, ja, tako sistematično in tako zgoščeno, kot jih je tukaj ubesedil sveti Ignacij Lojolski, se zdi, da prej ni uspelo nikomur. Je imel eno tako rahločutnost, eno tako, torej je znal ubesediti stvari zelo tako natančno, bil je zelo natančen človek, rahločuten in je tako potem tudi vzgajal druge
kasneje se to zelo dobro vidi in v tej knjižici duhovnih vaj in tudi v njegovih konstitucijah jezuitskega reda, ki jih je pisal, in njegovih pismih, ki jih je pisal. Letos upamo, da bomo dobili novo izdajo te knjige, Avtobiografija, kjer bodo še nekatera Ignacijeva pisma tudi prevedena, ki smo jih prevajali, jaz sem jih tudi nekaj prevedel, in bodo sedaj izdana, enkrat septembra bi naj to izšlo. Tako da vas povabim, res to bo zdaj nekaj čisto novega v Sloveniji. Zakaj? Kot veste, letos je Ignacijevo leto, 500 let od njegovega spreobrnjenja. Od tega dogodka v Pamploni in potem v Lojoli, ko je se spreobrnil, ko je sklenil, da bo služil res Bogu. Od tega trenutka, ko je začel razločevati duhove, ko je spoznal to razliko delovanja različnih duhov. 500 let je, od takrat. Se pravi, 1521. je bilo to, ko ga je krogla podrla in je obležal in se spreobrnil. In to je sedaj za nas jezuite, pa tudi za vse druge, spodbuda letos od 31. julija, ko je god svetega Ignacija, do 31. julija naslednje leto, 22, imamo torej zdaj Ignacijevo leto v cerkvi. Ignacijevo leto, jezuiti smo to pobudo dali in vsi ste povabljeni, da se pridružite raznim dogodkom. Lahko malo pogledate, pogooglate na naši spletni strani jezuiti.si in boste našli kakšne take dogodke, ki bodo še napovedani. No, in torej pričakujemo še Ignacijeva pisma in novo izdajo, tako dopolnjeno še z opombami tudi novimi, njegove avtobiografije, njegovega življenjepisa. Danes med vernimi zelo ugaša spoznanje, da je Bog v začetku ustvaril nebo in potem zemljo. In ko govorimo, da je ustvaril nebo, potem razumemo duhovno resničnost. Poenostavljeno rečemo, dobri duhovi nas nagovarjajo k dobrim rešitvam, hudobni duhovi nas pa odvračajo od Boga. Gre za to, kako prepoznavati, kateri duhovi nas bolj oblegajo in katerim duhovom bolj podležemo. Točno, s tem se lahko strinjam in žal se zdi, da se prevečkrat prevlada hudobni duh nekako s svojimi ponudbami in mi mu nasedamo, ker sledimo tistemu, kar nam trenutno bolj paše, kar se nam trenutno zdi bolj prijetno, nam nudi neko trenutno ugodje, neke trenutne koristi ali pač neke materialne koristi in potem sledimo bolj pač njegovim spodbudam, ki seveda so pa prevare, ki nas končno potem pripeljejo proč od Boga in v neko nesrečo in ločenost od Boga. Na koncu ostanemo potrti, ostanemo brez pravega veselja, prazni in nimamo tiste polnosti življenja, ki jo je Bog načrtoval za nas. Torej, on ima sedaj pravila za razločevanje duhov. Ob teh pravilih dejansko se potem mi vsi učimo, tisti, ki duhovne vaje delajo, tisti, ki duhovne vaje tudi drugim posredujemo, vodimo, tisti, ki spremljamo recimo tudi druge, duhovno spremljamo, duhovni spremljevalci, duhovni voditelji. Vsi se torej tukaj lahko učimo in je to zelo, zelo dragoceno. Torej se učimo razločevanja duhov. Evo, pravila, pravi, to so njegove besede, svetega Ignacija. Pravi, pravila, da bi nekako začutili in spoznali različne vzgibe, ki se prebujajo v duši. Dobre, da jih sprejmemo, slabe, da jih zavrnemo. Prvo pravilo. Pri ljudeh,
ki padajo iz smrtnega greha v smrtni greh. Ima sovražnik navado predočevati jim navidezne naslade, tako da jim domišljiji zbuja čutne užitke in naslade, da bi jih bolj zadržal in potrdil v njihovih zablodah in grehih. Dobri duh pa ravna s takimi ljudmi nasprotno, vznemirja jih in jim grize vest z glasom razuma. Prvo pravilo. Če nekdo uživa v grehih, je pač, se predaja grehu, grešnemu življenju, ga bo hudi duh še bolj spodbujal v njegovih grehih, nasladah. Dobri duh, sveti duh, ga pa opominja, glas vesti in po njegovem razumu. Ja, bomo videli še kasneje z eno shemo, kako to deluje. Potem drugo pravilo. S tistimi, ki močno napredujejo v očiščevanju svojih grehov in gredo v službi Boga našega Gospoda od dobrega k boljšemu, se pa dogaja ravno nasprotno, kot je bilo v prvem pravilu. Zakaj tedaj je značilno za hudega duha, da grize, žalosti, postavlja ovire in vznemirja dušo z lažnimi razlogi, da ne bi napredovala. Za dobrega duha pa je značilno, da daje pogum in moč, tolažbo, solze, spodbude in mir, ko lajša in odpravlja vse ovire, da človek napreduje v dobrih delih. Niti ni potrebno, da posebej še, kaj jaz razlagam, dodajam, se mi zdi, da zelo tako natančno opisuje. Vidite? Ampak to je to. Kako se zdaj obnaša hudi duh? Zdaj se hudi duh nasprotno obnaša od tiste situacije prej. Se pač prilagodi situaciji. Hudi duh je zelo prilagodljiv. Najmo naprej. Tretje pravilo, to je tudi zelo znano pravilo o duhovni tolažbi. Kaj je to duhovna tolažba? O tolažbi govorim, ko se v duši porodi neki notranji vzgib, pri katerem duša vzplamti v ljubezni do svojega stvarnika in Gospoda. Tako tudi takrat, ko ne more nobene stvari na svetu ljubiti zaradi nje same, marveč le v stvarniku vseh stvari. Prav tako, ko toči solze zaradi ljubezni do svojega Gospoda, bodi si iz žalosti nad grehi, bodi si zaradi trpljenja Kristusa našega Gospoda, bodi si zaradi drugih stvari, ki merijo naravnost na njegovo službo in slavo. Končno imenujem tolažbo vsako povečanje upanja, vere in ljubezni in vsako notranje veselje, ki vabi in privlači k nebeškim stvarem in k zveličanju duše, ter jo umirja in ji daje počitek v njenem stvarniku in Gospodu. Kako se vam zdi ta opis? Kaj je to tolažba, duhovna tolažba? A ni lepo? In vidite, pomembno, da opazimo, pravi, tudi solze so znamenje tolažbe. Seveda, ne katerekoli solze, ne katerakoli žalost, ampak žalost nad svojimi grehi, žalost nad trpljenjem našega Gospoda, žalovanje z njim, solze z Jezusom, ki trpi. Takrat je tudi to lahko tolažba. Je to Božji dar. Je to Božji dar. Je delovanje Božjega duha. In pravi, vsako povečanje, to je, se mi zdi lepo, povečanje upanja, vere in ljubezni, vsako notranje veselje, ki privlači dušo k nebeškim rečem, k Bogu. Kje ste že kdaj doživeli kakšno tako tolažbo? Malo pomislite zdaj, ni treba nič govoriti, samo pomislite pri sebi. Kdaj ste že doživeli kaj takega? Samo pri sebi, pomislite sami zase. In zdaj pa nasprotno, zdaj pa četrto pravilo o duhovni potrtosti. Potrtost imenujem vse, kar je nasprotno tretjemu pravilu, se pravi duhovni tolažbi. Potrtost je nasprotno.
kot otemnelost duše in zmedenost v njej, teženje k nizkim in zemeljskim stvarem, vznemirjenost zaradi raznih motenj in skušnjav, ki nagibajo dušo k nezaupanju, ko ni upanja, ne ljubezni in se duša čuti vsa lena, mlačna, žalostna in kakor ločena od svojega stvarnika in Gospoda. Kajti kakor je tolažba nasprotna potrtosti, so prav tako tudi misli, ki izvirajo iz tolažbe, nasprotne mislim, ki izvirajo iz potrtosti. Eno je potrtost sama, ki jo pa že doživljamo, mislim, čustva, vse to, kar opisuje. Se mi zdi spet zelo lepo, ne, z izrazi, takimi izbranimi izrazi opisuje. Otemnelost duše, zmedenost v njej. Ne. Poglejte, to lahko še pa še premišljujemo in najdemo sebe notri, pa tudi druge. In vidimo te situacije, ko se tako znajdemo v potrtosti. Ampak pravi na koncu, torej, to je potem pomembno, bomo videli še zakaj, misli, ki prihajajo iz tolažbe, so drugačne kot misli, ki prihajajo, ko smo v potrtosti. Je res? Ko sem jaz v tolažbi, drugače razmišljam. To začne spreminjati moje misli in seveda tudi moje, recimo, cilje, namere, želje. In ko sem v potrtosti spet, druge misli, drugačne. In to ima posledice, to ima pomembne posledice. Evo, vidimo naprej. Zato peto pravilo, čisto logično, se pravi, eno je zdaj bilo, kaj je tolažba, kaj je potrtost, zdaj pa kaj iz tega sledi, iz tega razlikovanja. V času potrtosti, ko sem potrt, ne smemo nikoli ničesar spreminjati. To so misli in odločitve. Ne smemo nikoli ničesar spreminjati, ko smo v potrtosti. Temveč se čvrsto in stanovitno držati sklepov in odločitev iz dneva pred to potrtostjo ali iz prejšnje tolažbe. Zakaj? Kakor nas ob času tolažbe vodi in nam svetuje bolj dobri duh, tako nas v času potrtosti hudi duh, a z njegovimi nasveti ne moremo ubrati poti pravilne presoje. To je zdaj, vidite, zelo pomembno. Ko smo v potrtosti in ko je zares potrtost ta prava huda, nam pridejo vse sorte misli, pa daj spremeni to, pa naredi, pa ne vem kaj, pobegni. Pridete na duhovne vaje, na primer. Prvi dan vse lepo, krasno, uživate in ste v tolažbi. Drugi dan, kar naenkrat vas zajame neka tema, neka žalost in vse mogočne, vse neke razlogi prihajajo, joj, kaj jaz delam tukaj, jaz gubljam čas, jaz bi moral domov, grem jaz domov. Da bi šel domov, duhovne vaje trajajo še 5 dni, treba je še zdržati 5 dni. Meni se ne da, nič se mi ne da več, vse mi je čudno, ta pater je čuden, ne maram ga. Ti ljudje, ki so tu na duhovnih vajah, so taki odurni, se hrana ni za nič, vse je narobe. Potrtost. Ko ste v potrtosti, nič več se vam ne da. Zastopite, to je to. In kaj pravi tu Ignacij? Vidite, takrat pravi, Bog vari spreminjati odločitve iz prejšnje tolažbe, ko ste bili v tolažbi. Ne spreminjati zdaj odločitve. Če ste prišli takrat na duhovne vaje, prvi dan je bilo v redu, ste uživali, torej vztrajate do konca. Treba je iti skozi to potrtost. Ne se vdati. A vidite to modrost. Poglejte to modrost. In sveti Ignacij je bil sposoben to zapisati. In tako je on mnoge ljudi učil, osebno vodil v duhovnih vajah. In kasneje so se tudi potem mu pridružili, prvi jezuiti, so mu sledili. Vidite, ta dar mu je Bog dal. Bog mu je dal dar razločevanja duhov, pa tudi poučevanja in vodenja, duhovnega vodenja, da je znal voditi ljudi in da je znal tako lepo razložiti stvari, vidite, kot tu. In to je nekaj res velikega. Hvala Bogu za ta dar. Torej, to je to pravilo. V času potrtosti
nikoli ničesar ne spreminjamo odločitev iz prejšnje tolažbe. 6. pravilo. Čeprav v času potrtosti ne smemo spreminjati prejšnjih sklepov, vendar zelo pomaga, če se z vso močjo obrnemo zoper potrtost samo, tako da, na primer, bolj vztrajno molimo, meditiramo, delamo egzamen in več primerne pokore. Temu se po Ignacijevo reče kontra agere. Kontra. Ko pride potrtost, temne misli, skušnjave so to, a ne? Takrat se je treba upreti, pravi Ignacij. Takrat je treba še bolj moliti, še bolj delati pokoro. Ne pa popustiti, pa pobegniti iz duhovnih vaj. Ne, vztrajaj. 7. pravilo. Kdor je potrt, naj pomisli. To je tudi zelo pomembno. Kaj vam bo takrat pomagalo v potrtosti? Kdor je potrt, naj pomisli, kako ga je Gospod za preizkušnjo prepustil njegovim naravnim močem, da se bo znal upirati raznemu beganju in sovražnikovim skušnjavam. Kako ga je Gospod za preizkušnjo, to je zdaj preizkušnja, torej to je preizkušnja. Gospod je dovolil to preizkušnjo, da vidiš, koliko zmoreš. To namreč zmore se upirati skušnjavam s pomočjo, ki mu jo Bog vedno daje, če tudi je jasno ne čuti. Gospod mu je sicer odtegnil veliko gorečnost, veliko čutno ljubezen in močno milost, a mu vendar ostane milost, ki zadostuje za večno zveličanje. V potrtosti se počutimo zelo nemočni, nimamo moči, nimamo volje, vse je težko, eno zdravo Marijo je težko zmoliti. Vztrajati 5 minut v molitvi je težko. Ampak vidite, takrat pravi Ignacij, vztrajati treba in se zavedati, da je to preizkušnja, ko sicer ne čutim tiste močne tolažbe, močne milosti, ampak še vedno imam dovolj milosti, pravi, da zmorem premagati te skušnjave. 8. pravilo. Kogar tare potrtost, naj si prizadeva, da bo vztrajal po trpežljivosti, ki je protivtež mučnemu nadlegovanju, ki prihaja nadenj. Pomisli naj, da bo hitro potolažen, ter naj pridno uporablja pripomočke zoper to potrtost, kakor je bilo rečeno v 6. pravilu. Torej vztrajati in boš potolažen. Če vztrajaš, boš hitro potolažen, pravi. 9. pravilo. 3 glavni vzroki so, zaradi katerih smo potrti. Zakaj pride duhovna potrtost? Lahko je naša krivda, vidite, naša krivda, mlačnost, lahko je preizkušnja, koliko zmoremo, Bog dopušča to preizkušnjo, da izkustveno doživimo, vidimo, koliko res sami zmoremo, brez njegove posebne milosti. In tretji razlog, da zares spoznamo, da tolažba ni od nas. To moramo izkustveno doživeti. Ker ko je meni lepo v molitvi, ko jaz uživam v slavljenju, ko jaz uživam v branju Božje besede, ko je meni krasno biti pri maši, uživam, se jaz lahko začnem domišljati, da sem jaz nekaj posebnega. To je taka prefinjena skušnjava, ne, Hudičeva, da si mi mislimo, joj, kako sem jaz zdaj dober kristjan, pa kako sem jaz svet človek, kako jaz zdaj slavim Boga, uživam, evo, krasno. Kakor da je to, da je v moji moči ta tolažba, kakor da je to od mene, da to jaz lahko proizvedem. In zato mi Bog včasih to tolažbo lahko vzame za nekaj časa. Pride suša, kot rečemo. Malo Bog zapre, malo pipso, ne, zapre. Ni več vode. Kaj pa zdaj? Ja, malo suša. Potrpi malo. Malo, torej, da uvidiš, da spoznaš, da ti nimaš kar tako vode, ne? Da je Božji dar. Nimaš tolažbe kar tako, ampak je od Boga. Bog ti daje tolažbo. Ne moreš še ti proizvesti. In postajaš, zato lahko postajaš, kaj? Ponižen. To je dobro za našo ponižnost. Poglejte,
bomo še govorili potem lahko o tem, ampak to je še kako pomembno za katero gibanje v cerkvi, za katere skupine. Taka pravila. Evo, gledajte, zdaj 10. pravilo pravi, kdor je v tolažbi, naj pomisli, kako se bo vedel v času potrtosti, ki bo pozneje prišla in naj si za tedaj nabere novih moči. Torej, ko si ti v tolažbi, si tisti, kar letiš v zraku in ne vem, kaj bi zdaj ti vse naredil in kaj bi vse, kakšne spremembe in ne vem, odločitve. Ne. Pravi Ignacij, bodi prizemljen, ostani realen in pomisli, da bo enkrat prišla tudi potrtost. Da ne bo vedno kar tako vse lepo in da se dobro pripraviti na to. Nabereš novih moči. In tako vidiš 11. pravilo, kdor je v tolažbi, naj si prizadeva, da je ponižen in majhen, kolikor se le da. In naj pomisli, kako malo zmore v času potrtosti brez takšne milosti in tolažbe. A nasprotno, kdor je v potrtosti, naj pomisli, da veliko zmore z milostjo, ki zadostuje, da se upre vsem sovražnikom. Se pravi, ko smo v tolažbi, smo bolj nagnjeni k čemu? Lahko hitro zdrsnemo v neko samohvalo, samovšečnost, tako, hvala za besedo, samovšečnost, kako sem jaz fajn, kako meni dobro gre, jaz sem pa napredoval zdaj duhovno, jaz sem pa skoraj svetnik, ampak lahko je daleč od tega, ampak meni se tako zdi, meni se tako fajn mi gre in začnem pripisovati sebi tolažbo, ki jo prejemam, ki pa je Božji dar, ki je zastonjski Božji dar. In zato, ko smo videli, velja, da včasih pride potrtost, Bog dopusti potrtost, malo zapre pipco, tako da izkusimo neko duhovno sušo za nekaj časa, da bi se bolj zavedali, da tolažba ni v naši posesti, da ni od nas, da jaz ne morem sam proizvajati tako lepih čustev in doživljanja in da je to pač dar, da je to Bog, ki mi daje tolažbe. In moram biti ponižen, pravi Ignacij, kako sem v tolažbi, naj bom majhen, ponižen in majhen. A ni to lepo? Poglejte, kako lepo je sveti Ignacij to pove. Bodi ponižen in majhen, ostani majhen, ne se napihovati. Ker potem postane človek nevaren, če se začne napihovati. Nevaren postane zase in za druge. Ja, začne pretiravati, gre v neke skrajnosti. Recimo, nekdo je strašno navdušen, karizmatik in doživlja obilne tolažbe in zdaj on je doživel krst v Svetem duhu, izlitje Svetega duha in on zdaj moli in slavi 5 ur na dan. In še po noči, ne vem kdaj, in je navdušen in zdaj on, ali pa ona, večkrat je ona, brez zamere zdaj, gospe, ampak je tako, da ženske so mogoče še bolj nagnjene k temu, ki so bolj čustvene in ona je potem zanesena, vznesena, ona kar plava, in ona bi kar slavila in moli in kar naprej. In kaj se zgodi? In ona bi kar prepričala tam vse in prepričuje vse, da bi vsi morali glih tako moliti kot ona. In glih tako bi morali slaviti. In 5 ur na dan. Ne bi bilo slabo. Vidite, ona je že kandidatka. Se je že prepoznala. To je gorečnost in je potem postane preveč lahko, postane pretirano goreča duša. Doživlja tisto tolažbo, ki je lepa, ki je dobra, ampak lahko pretirava. In zato je pomembno, da takrat v tolažbi, da človek ostaja ponižen in majhen, previden. To ima Ignacij še naprej, da tudi ko smo v tolažbi, moramo biti previdni pri sprejemanju pomembnih odločitev, da ne pretiravamo, ker smo lahko nagnjeni v neko pretiravanje.
A ne, takrat bi jaz preobrnil vse svoje sorodnike in celo mesto in vse. In bi ne vem kaj, ne, in župnika spreobračam in vse. In potem župnik me debelo gleda, kaj zdaj. Pa si misli, pa daj pusti me pri miru, se jaz tudi nekaj molim. Ampak ne, človek čuti, ne želi, joj, vsi bi morali tako kot on. In takrat lahko naredi marsikatero škodo. Odvrne marsikoga lahko. In to zelo velja, in ta pravila različevanja duhov zelo prav pridejo katerim skupinam, katerim molivcem, katerim. Čakam, da se boste prepoznali malo. To je kot nalašč pisano za karizmatike. Je res? Je res. Saj Ignacij je tudi bil pravzaprav karizmatik. In dejansko vsak svetnik je bil na svoj način je bil tudi karizmatik. Potem ugotavljamo, katere karizme je imel, katero karizmo je imel, kateri dar je imel. To so karizmatiki. Pravzaprav vsak kristijan je po svoje je že karizmatik, ker ima neko karizmo, tako ali drugačno, manjšo ali večjo. Vsak ima neko karizmo. Skratka, za duhovni tok prenove v duhu se mi zdi, je to še toliko bolj pomembno. Zakaj? Zato, ker v duhovnem toku prenove, karizmatične prenove, velikokrat doživljamo močne tolažbe. Močne tolažbe. Je res? Kako je to močno, kako je to lepo? To je lepo, po eni strani je to lepo, to je dar. Vidite, to je dar, to je Božji dar. Doživljamo intenzivno doživljamo odnos z Bogom in čustveno tudi, to je dar, milost, tolažba, ne? Tisto veselje, o katerem govori Ignacij. Veselje kot nebeško veselje, ki nas dviga k Bogu in bi slavili Boga in molili in kaj vse bi naredili za Boga. Bi ga oznanjali vsem, vsi bi morali ga spoznati. In to je pravilno. To je v tej začetni stopni, je to vse dobro, ne, pravilno, to je od Boga. Kaj bomo pa potem s tem naredili, kaj mi s tem naredimo v naslednji fazi, ne, to je pa kritično. Tam pa, če nismo dovolj ponižni, če ne ostanemo ponižni, majhni, lahko po svoje si razlagamo in po svoje nekaj začnemo manipulirati. Manipuliramo tako rekoč z milostjo. In potem hočemo vse druge nategniti na naše kopito ali ne vem kako jih prepričujemo in silimo. In pri marsikom potem nastane odpor. Ni čudno. Če smo mi nerazsodno goreči, to Ignacij govori o tem pojavu, nerazsodna gorečnost, pretirana gorečnost. Potem naslednje pravilo, kako se obnaša sovražnik, hudi duh, kako se obnaša. On potem uporablja razne prispodobe. Pravi sovražnik se vede kakor ženska, slaboten je pred močnim, močan pa pred popustljivim. Zdaj to je pač, razumete, v 16. stoletju pač vitez govori, to vitez govori. Ne zdaj vzeti, kot da je on proti ženskam, saj ni, ampak tako je prispodoba ne, prispodoba. Da če sem jaz odločen, močen v odporu proti sovražniku, potem bo on hitro pobegnil. To pravi tudi Božja beseda, pravi. Hudič hodi okrog kot rjoveč lev, išče, koga bi požrl. In potem še nekaj pravi, ustavite se mu trdni v veri in bo pobegnil od vas. Če se mu ustavimo odločno, trdni v veri, potem pobegne od nas, ne? Potem hitro gre. Če smo pa mi slabotni, če mu popuščamo sovražniku, potem on dobiva moč in nas napada in nas potem začne uničevati.
Potem 13. pravilo, obnaša se tudi kakor lažnivi ljubimec, ki želi ostati skriti, noče, da bi ga spoznali. Kot lažnivi ljubimec, hoče ostati skrit. Nikar ne povej tega, kar doživljaš duhovnemu voditelju, spovedniku. Ne povedati tega, ne povedati. Ne povedati. To je med nama. Ti kar tako ravnaj po svoje. Na skrivnem. To je lahko zelo nevarno. Ko smo recimo v potrtosti, je zelo pomembno, da to povemo duhovnemu spremljevalcu, spovedniku, neki duhovni osebi, da se pogovorimo, da nam potem ta oseba lahko pomaga, da nam pomaga razločiti, prepoznati in ubrati pravo smer, da ne popuščamo in tako. Ne pa, da se zapremo vase. In takrat, ko sem v potrtosti, sem zelo lahko nagnjen k temu, da bi se zaprl vase. In ta sekretivnost, skrivnostnost, skrivanje je lahko pogubno. To je lahko pogubno. Moram se z nekom pogovoriti. Potrebujem pogovor. To je tudi sveti Ignacij skušal, ko je on doživljal hude potrtosti. Ko je bil v Manrezi, je delal pokoro in potem je šel skozi take preizkušnje in je doživljal hudo potrtost in tudi kot eno tako depresivnost in misli na samomor in vse, skoraj bi že samomor delal. Ampak je imel srečo, da je imel spovednika, ki mu je prav svetoval. In podobno tudi pri vprašanju skruplov, tudi spet spovednik je bil tisti, ki mu je pomagal. Zato vidite ta duhovni pogovor, zaupati drugemu, ki je izkušen, bolj izkušen mogoče kot jaz, zaupati mu svoje stiske, skušnjave in on mi lahko pomaga. To je moč duhovnega pogovora, duhovnega vodstva ali spremljanja. No, in potem še obnaša se kot poveljnik, da lahko zavzame in oropa, kar želi, torej, ki opazuje, ne, kot en vojskovodja, ki opazuje recimo trdnjavo in zdaj išče šibke točke, šibko točko, ne, preko katere bo napadel. Strateško, torej sovražnik nas opazuje in pozna naše šibke točke. Tako mi vemo po skušnjavah, ki jih imamo, tiste skušnjave, ki jih imamo najpogosteje, nas vodijo do naše šibke točke, ki je v nas. Se pravi, tukaj nas sovražnik najbolj poskuša napasti. On vedno poskuša najbolj šibko točko. Tako je. No, vidite, sveti Ignacij je vse to že pogruntal. Je videl, on je bil sam tudi vojskovodja, vojak in je malo iz tega, iz stroke malo že vedel, kako to gre. In tako se dejansko se to dogaja, tako se duhovi obnašajo. Mislim, da je to ena posebna milost, ki jo nekje izkušamo ravno v tem duhovnem toku karizmatične prenove. Se pravi, eno skupno doživetje, tako pri katoličanih kot pri pravoslavnih protestantih, kar pomeni ena stična točka, eno izhodišče za en še bolj živ, prijateljski, bratski odnos in skupno pot tudi v možnih skupnih dejavnostih pri evangelizaciji, pri oznanjevanju, tako da se tudi učimo, kdaj lahko drug od drugega. Tako da to je eno veliko bogastvo, ena velika priložnost, ki nam prihaja ravno preko tega milostnega toka karizmatične prenove. Tako da ne čudi, da je potem ravno papež Frančišek tudi to znova izpostavil in v tej smeri povabil vse
različne skupnosti in različne povezave so izšle iz tega toka prenove, karizmatične prenove, različne skupnosti, kongregacije tudi nove, ki so nastale, da se torej združujemo, da se povezujemo, da iščemo pač znova neko večjo povezanost, mogoče predvsem, da bolj spoznavamo drug drugega in potem posredno tudi ekumensko, v smislu tudi s podobnimi skupinami, skupnostmi v drugih cerkvah. Nekatere skupnosti so dejansko že ekumenske, kot recimo Chemin Neuf, Nova pot v Franciji, imajo tudi to ekumensko dimenzijo zelo konkretno, živijo skupaj z recimo protestantskimi ali pravoslavnimi brati in sestrami in to je ena velika torej obogatitev za vse, ker prinaša potem tudi nove izkušnje tudi v neki teološki refleksiji, ker naenkrat doživljamo cerkev in krščansko skupnost v širšem smislu doživljamo na en nov način. To je ena nova izkušnja, ki bogati tudi teološko in torej pomenljivo za vso cerkev bogati našo izkušnjo cerkve krščanstva. No, če gremo zdaj še malo naprej, vidimo spet tako nekako to pa potem tukaj tale naša sestra Monike razlaga na tej knjižici Razločevanje duhov, kako deluje dobri duh, kako deluje hudi duh. Dobri duh vabi, spoštuje našo svobodo. Hudi duh, on ne vabi nežno, da bi puščal svobodo, ampak on sili, veže, zasužnjuje. To se pravi, to so neki učinki, ki jih doživljamo. Kako doživljamo delovanje dobrega duha pa hudega duha. Se pravi, dobri duh spoštuje svobodo, pušča svobodo, nas pušča svobodne. Hudi duh pa ne, on prisiljuje. Čutimo nekaj, ko doživljamo kot neko prisilo. Se pravi, naprimer, ker hudi duh lahko deluje tudi po enem človeku, po neki ideologiji, če tako vzamemo, po neki miselnosti, ki prihaja do nas. Se pravi, nekdo, ki me nagovarja in me sili in se jaz počutim nekako prisiljen pod nekim pritiskom. Bolj, ko je nek pritisk čutiti, ti moraš to, morala bi to, morala bi tako, moraš to, bolj je to sumljivo. So taka navodila in tak vpliv, tako delovanje je bolj, se pravi, podobno hudemu duhu. Nekaj me prisiljuje ali veže in tako. Dobri duh osvetljuje stvarnost, izraža resnico, teži k resnici. Hudi duh mede, dela zmedo, laže, vara, potvarja. To je to. To imamo v svetu, to čutimo. A ne? Vidimo, kako nam lažejo, kako potvarjajo. In to vemo, da je to od hudega. Oni so taki ljudje, ali pa pač mediji, ne vem, kdorkoli, ki tako govori, je orodje hudega duha, je medij hudega duha. Potem dobri duh spodbuja, krepi. Hudi duh jemlje pogum, slabi, jemlje moč. Dobri duh pomirja, daje zaupanje. Hudi duh prinaša nemir in strah. To vemo. Ja, ko je neki nemir, ko se pojavi neki nemir v nas, takrat moramo postati pozorni. Kaj je to zdaj? Odkot je ta nemir? Zakaj sem tako nemiren? Lahko imam misel, ki se zdi dobra po sebi, ampak če sem nemiren notranje, moram preveriti, če je ta misel še dobra, je to res dobra misel. Recimo, jaz bi zdaj šel in bi prepričal nekoga, da mora prav
tako moliti vse 4 dele rožnega venca vsak dan kot jaz. In jaz bi šel in bi ga prepričal, ampak v sebi pa sem nemiren. Ne vem, a je to zdaj, a je zdaj ta misel od Boga, razumete, to je lahko stvar razločevanja. Imam sicer dobro misel, dobro željo, dober namen, stvar se zdi dobra, molitev. Jaz bi samo tega svojega sorodnika bi ga prepričal, da začne moliti, da bi molil rožni venc. Ampak v sebi pa čutim nemir. Zakaj lahko čutim nemir? Zato, ker vem, da istočasno ga lahko s tem silim v nekaj. Če nisem v sebi dovolj svoboden do te misli, če nisem dovolj odprt, da tudi temu svojemu sorodniku dopuščam svobodo, potem postajam jaz nemiren, bom jaz čutil nemir. In ta misel ni več v tolažbi, ker ni svobodna, ker ne pušča svobode. Torej, ni prava misel, je skušnjava. Torej, mir ali pa nemir. Dobri duh pomaga živeti sedanji trenutek, da živim tukaj v sedanjosti, da se soočam z izzivi, da sprejemam resničnost. Hudi duh pa zelo rad vznemirja glede preteklosti in prihodnosti. Hudi duh zelo rad vznemirja glede preteklosti in stalno me vrača nazaj, me spominja na vse moje napake, grehe in slabosti in mi jemlje pogum. Ali pa za prihodnost, ti se ne boš zmogel, se ne zmoreš in tako naprej, s tabo ne bo nič, vse so ti itak vsi tako govorili in tako dalje. In me straši, to je pretežko zate, to je preveč. To ponavadi hudi duh tako vznemirja in straši. Medtem ko dobri duh mi pomaga, da sprejmem sedanji trenutek, težave, da se spopadam, me opogumlja. Dobri duh krepi vero, hudi duh vzbuja dvome. Jasno, on pa jemlje vero, spodbija. In imate polno lahko teh pomislekov in dvomov in skušnjav. Danes imate recimo itak v svetu imate celo gibanje, to so tako imenovani sodobni ateisti, moderni ateisti. Imate nekaj teh filozofov, mislecev in oni prav javno, direktno napadajo vsako vero in religijo in idejo o Bogu in pravijo, religija je pravzaprav največje zlo v zgodovini človeštva. Religija je povzročila največje katastrofe za človeštvo. Zato je treba religijo odstraniti, se treba boriti proti veri, proti Bogu. In potem pišejo knjige, vse sorte razloge proti verovanju, proti Bogu. Grozljivo. Imate celo gibanje, cela društva, ateistična društva po svetu. Bog nas varuj. Dobri duh ukoreninja v upanju, utrjuje v upanju, upanje, upaj. Hudi duh pa seveda spravlja v brezup, v obup. Potem tako naprej. Dobri duh ohranja ljubezen, odprtost v nas, ljubezen, odprtost. Hudi duh podpira sebičnost in zaprtost vase. Dobri duh gradi enotnost, bratstvo, povezuje. Hudi duh deli, razdvaja, obtožuje, spodbuja hudobijo. Dobri duh vodi k ponižnosti, hudi duh zapira v ošabnost. Dobri duh prebuja veselje in slavljenje Boga, hudi duh prinaša žalost in grenkobo. Nasprotno, veselje, dobri duh, hudi duh, žalost. Dobri duh daje duhovni okus, to je vse, kar smo prej slišali o tolažbi. Hudi duh vodi v potrtost. Dobri duh vabi k spreobrnjenju, k priznanju našega greha, naših grehov. Hudi duh zaslepi in zakrkne srce. Noče, da bi se pokesali,
Ampak pravi, ne, sej ni res, pa sej nisem kriv, pa sej to ni tak greh, pa sej to vsi delajo. In tako. Me hoče prepričati, samo da se ne bi pokesal, da ne bi se zares spreobrnil. Dobri duh odpira za usmiljenje do drugih, me dela sočutnega, usmiljenega. Hudi duh vzbuja dvom glede odpuščanja, tudi do mene samega. A bi res Bog odpustil, a je možno odpuščati drugim in dvomim. No in zdaj tako je tu ena taka shema, to je zdaj oseba je tu na sredi in sicer ena puščica kaže k Bogu, dobro, ljubezen in tako naprej, Bog. Če jaz z razumom, z mislijo, če sem jaz kristjan, rečemo, verujem v Boga in moje misli so v glavnem usmerjene k Bogu, moje misli, to je puščica, ki kaže k Bogu. Moje srce, moja čustva, če rečemo, moje čustva, so potem, ali so, ena možnost je, da so usmerjena tudi k Bogu, se pravi, ja, jaz verujem v Boga, to je ena puščica, in tudi imam rad Boga. Rad molim, rad grem v cerkev, rad berem Božjo besedo, spoštujem, častim Boga. Se pravi, moj razum je usmerjen k Bogu, puščica, in moja čustva. Zdaj, ko pa pride k meni en novi znanec, prijatelj, pride k meni in on živi posvetno, on živi v grehu, neko živaško življenje tam, on ga biksa po svoje in zdaj on mene prepričuje in me prepriča, da jaz začnem dvomiti v Boga in da začnem razmišljati, kaj pa če jaz ne bi več veroval v Boga, se to mogoče res nima smisla, pa itak mi nič ne pomaga, same težave imam v življenju. In jaz začnem, razumete, iz tiste, ko sem usmerjen k Bogu, moj razum je bil prej usmerjen k Bogu, zdaj jaz se začnem naenkrat usmerjati proč od Boga. In zdaj, če je to dovolj močno, dovolj močni argumenti, on je močen ateist, filozof, študiran in me prepriča. In jaz začnem dvomiti v Boga ali pa celo ne verjamem več v Boga. Se odvrnem od Boga. Ampak kaj se bo zgodilo, če bo tako vztrajalo, če bo moje misli proč od Boga, se bo obrnilo, Obe puščice bodo zdaj obrnjene k zlu, grehu, proč od Boga. In pazite zdaj, ko so obe puščice, potem je to ravnovesje, to harmonija, je res. Razum, srce, vse je v isto smer. Ja, tako kot je gor, zdaj se malo boljše vidi, hvala za temnitev, evo, malo vidite zdaj, vidite boljše? No, evo, zdaj recimo na sredi, to je misli in čustva, na sredi to je človek, Ko je usmerjen ves na Boga, ima mir, vidite, gor piše mir, gre za to, da razlikujemo, kaj je pravi mir, kaj je pa lahko lažni mir. Pravi mir je tako, ko je tako stanje, se pravi, moje misli, človekove misli so usmerjene na Boga, čustva, srce je usmerjeno na Boga. To je harmonija, puščice vse v isto smer in jaz sem v harmoniji, v ubranosti sem z Bogom, v ubranosti. To je mir. In to prihaja od koga? Če sem jaz usmerjen na Boga, potem te misli prihajajo od dobrega duha. In to je pravi mir, to je Božji mir. Mir z Bogom, bi rekli po svetopisemsko. Je pa to nasprotje zdaj. Vidite, zdaj se pa misli so se obrnile proti grehu, čustva proti grehu. Mene je prijatelj, me je nahecal, me je zmamil, razumete, ko sem bil, najstnik tam. In smo delali neumnosti in smo začeli ga biksati in piti alkohol in kaditi in ne vem kaj. Skratka, greh me je pritegnil, privabil. Vidite, moje misli, moje čustva. Jaz sem se navdušil zdaj za grešno življenje.
za uživanje v grehu. In kaj jaz doživljam? Kaj boste rekli? Ker so vse moje silnice so enotne, so v harmoniji, jaz sem v harmoniji. Torej sem v nekem miru, vidite. In ko vi pridete recimo do enega, ki se tam, ne vem, drogira, fiksa in tako živi tako življenje, lahko pridete do njega in ga vprašate, ma čakaj, kako zdaj ti si v redu, ti si miren v sebi. On bo rekel, ja, seveda sem miren, jaz uživam. Jaz živim na veliki nogi zdaj, briga me cel svet. In nekaj časa je tako. On je v miru, ampak to je, vidite, kakšen mir. Je to od Boga? Ta mir ne prihaja od Boga. Tako da vidimo, da tudi sovražnik na neki način da neki določeni mir tem ljudem, ki pač tako živijo po njegovo. Oni so zadovoljni v svojem življenju, v grehu in so mirni. Dokler ga ti ne začneš vznemirjati. Ko pa ga ti začneš z argumenti, z razlogi spet nagovarjati, pa mu praviš, počakaj, ti si na heroinu. Lahko da ti je zdaj prijetno, uživaš, ampak čez nekaj časa boš imel hude posledice. In vse se ti bo začelo podirati in rušiti, vidiš, glej, kaj počneš, zdaj kradeš in tako naprej. Katastrofa. In ti ga z razumom, se pravi z razumskimi razlogi, ti ga vznemirjaš. In če te on posluša, naslednja slikica, če te on posluša, se začnejo njegove misli spet obračati k Bogu, k resnici, k dobremu. Ja? In takrat, kako se on počuti v sebi? Še vedno je pa on čustveno, je pa še vedno navezan na greh, na svoje grešno življenje. Še vedno pa on uživa v svoji drogi. Ne more kar tako zapustiti droge. Ampak zdaj že ve, zdaj že on dvomi in zdaj kako se on počuti, a je to zdaj mir ali je nemir? Doživlja v sebi razklanost, razdeljenost, vojno in nemir. In se bojujejo v njem dobre misli in te čustva, se pravi, ki ga vlečejo in navezanost na zlo. In se pravi, tak nemir, odkot prihaja tak nemir? Odkot prihaja tak nemir? Je to dober nemir? To je dober nemir. A vidite, tako da včasih je treba vznemiriti nekoga. Moraš nekoga vznemiriti, da se bo, upajmo, enkrat spreobrnil. In tako deluje tudi Sveti Duh. Vznemirja, pravi Sveti Ignacij, vznemirja v mislih, v razumu, z glasom vesti, grize človeka, ga vabi, kliče k spreobrnenju. Zdaj, ko smo rekli prej, nasprotna situacija se pa pojavi, če pa mene zdaj nekdo spreobrača k zlu. Smo rekli. In potem sem jaz spet nemiren in sem v stanju potrtosti, ker me neka misel me mami v greh, srce mi pa govori, ne, to ni dobro, ne iti tja, ti si Božji, ti moraš živeti lepo življenje Božje, tam boš srečen. In sem razdvojen. Vidite, to je to, puščiti se narazen. Doživljam tudi nemir, ampak ta nemir je zdaj ni od Boga, tisto, kar me je vznemirilo, ne prihaja od Boga. Misli, ki prihajajo od hudega, ki me vznemirjajo, to so skušnjave. Zakaj to govorimo? Da ločimo, da vidimo, je mir, ki je od Boga, ampak je tudi mir, ki ni od Boga, je lahko od hudega. In je nemir, ki je od hudega, ampak je tudi nemir, ki je od Boga, ki ga povzroči Bog. Še naprej. No, in potem, če vzamemo zdaj tukaj eno tako primerjavo iz matematike, kjer velja osnovno pravilo plus krat plus da plus. Minus krat minus da Dobro. In plus krat minus ali minus krat plus da minus.
Se pravi, minus krat minus da plus. To osnovno pravilo ali zakon lahko prenesemo na duhovno dogajanje. Če sem duhoven, to je plus, in pridem v stik z duhovnim, plus, se potem dobro počutim. To je plus. Se pravi, sem v miru. To je tisto, kar smo prej govorili, ne? Zdaj samo, če bi to matematično izrazili, ne? Se pravi, če sem duhoven, usmerjen sem na Boga, pomeni, ne? Usmerjen sem na Boga, na duhovne stvari, pridem v stik z duhovnim, recimo drugim človekom, eno skupino, ali berem eno knjigo, gledam en film, ki je duhoven, se potem dobro počutim. To je plus. Se pravi, sem v miru. In to je Božji mir. Plus. Zdaj pa, če sem mesen, to je minus, živim v grehu, ne? In pridem v stik z mesenim človekom ali čtivom ali s filmom, se potem tudi dobro počutim. Plus. To je to, kar smo rekli prej, tam je napakica, ne? Minus krat minus da plus. Da plus, se pravi, spet se počutim dobro, kot smo rekli prej, ne? Živim v grehu, gledam grešne stvari in se počutim v redu. Uživam. In imam mir na vednicah. To je ta mir, ki pa ni od Boga. En cajt traja, ne, ste rekli. Potem, če sem duhoven, plus, in mi ponujajo mesene reči, minus, me te odbijajo, se ob njih slabo počutim, minus. Sem v nemiru, sem znemirjen, ne? Če sem mesen, živim v grehu in pridem v stik z duhovnim človekom ali čtivom, to je plus. Minus in plus da minus. Spet sem slabo počutil. Jaz živim grešno, tukaj pa zdaj moj prijatelj, ki pa živi krepostno in mene vznemirja ta njegova že sama prisotnost, ne? Samo da ga zagledam, nočem iti z njim. In tako se ljudje počutijo. Evo, to je to. Tako da malo razumemo, to je ta neka, bi rekli, dinamika, duhovna dinamika, neko gibanje, delovanje duhov. Delovanje duhov. Evo, tako bi lahko rekli zelo preprosto povedano, ampak je neka resnica. Maria.